Citat ameriškega pisatelja Davea Eggersa, knjige na izviren način v določenem trenutku zaustavijo čas in nam govorijo, ne pozabimo tega. Ta citat, ki je tudi začetek knjige, ne bi mogel bolje zaobjeti tega dela, ki ga je Nacionalni inštitut za biologijo predstavil v svoji 60-letnici delovanja. Obletnica, ki zaobjame delo tega pomembnega inštituta od začetkov v letu 1960, pa vse do predstavitve obsežnega opusa tiste znanosti, ki že danes narekuje razvoj usmerjen prihodnost. In zgolj nekaj poudarkov bogate predstavitve bomo zabeležili v današnjem pogovoru z avtorji, profesorico doktorico Marino Dermastja, Marjanom Žiberno, profesorjem doktorjem Lovrencem Lipejem in doktorjem Alom Vrescem. Ostaja pa seveda vabilo širšemu, bodisi strokovnemu, bodisi laičnemu občinstvu, da seže po publikaciji, ki so jo ustvarjalci naslovili Razsvojitev in skoraj 2 milijardi krat 10⁹ sekund. Profesorica Dermastja, kot glavna urednica knjige ste skupaj s sodelavci opravili res zajetno delo. Nenavaden in več kot zanimiv pa je sam naslov Razsvojitev in z nekaj manj kot 2 milijardama, kot sem rekla, krat 10⁹ sekund. Lahko pojasnite to nenavadnost? Ja, jaz bi vas tukaj samo malo popravila, ker teh sekund ste vseeno povedala malo preveč, jih je približno 2 milijardi in pač te 2 milijardi se nanašajo na 60 let naše zgodovine. V bistvu naslov Razsvojitev je morda nenavaden, čeprav naša oblikovalka, ki je res živela z oblikovanjem te knjige, je rekla, da bi ga celo predlagala na Fran, da bi ga uvrstili med nove besede, zaradi tega, ker tako lepo pove, kaj v resnici smo želeli z njim pokazati. Je pa naslov nastal v resnici v drugi stopnji. Ko smo imeli že vse tekste zbrane in že dokaj lepo oblikovane, smo rekli, zdaj pa rabimo naslovnico. In kako ne izberemo naslovnico, ki bo pač nekako povezala tako zelo raznolike teme, s katerimi se naš inštitut ukvarja. No, potem smo našli posnetek z elektronskega mikroskopa, ki kaže del, kjer odpadajo listi pri paradižniku. In nekako smo vsi, ki smo bili na tem sestanku, rekli, ja, to je to. Potem smo rekli, mogoče je taka monokromatska slika nekoliko žalostna, ampak oblikovalka je rekla, ne, to je elegantna rešitev, kaže na to, da pač je inštitut skozi svojih 60 let rastel in seveda se je tudi širil, se je tudi vejil. No, potem, ko smo imeli zbrano naslovnico, smo rekli, ampak naslova pa pravzaprav še nimamo. No, in potem smo malo kresali naše misli in padla je ideja Razsvojitev, ki ne bi kazala ravno to, kar kaže slika. Se pravi, rastemo in se tudi vejimo. No, in seveda, ker je to 60-letnica inštituta, smo rekli, dobro, Razsvojitev, 60 let, ni nam nekako bilo všeč. Potem pa je padla ta ideja v teh prvih 2 milijardah sekund, ki obsegajo naših 60 let in smo rekli, to bi pa mogoče bilo. In naš pisatelj Marjan je rekel, joj, meni se to sliši kot ime nekega kometa v galaksiji. In smo rekli, ja, sej, mogoče pa sploh ni slaba asociacija, ker zdaj smo še tukaj v Mlečni cesti, vendar se vejimo in rastemo in bomo morda našo galaksijo tudi presegli. No, poglejte, leta 1996 je inštitut postal samostojen in se je usmeril svojim programom, svojimi raziskovalnimi področji. Pa me zanima, kako se usmeritev raziskovalnega dela sicer odziva na
takratni ali pa sprotni, ne, razvoj družbenega, ekonomskega in nazadnje tudi političnega časa. Kako je prehajal inštitut ta obdobja? Ja, seveda, inštitut je tekom svojih 60 let res naredil zelo veliko pot, ne. Bil je osnovan na začetku kot raziskovalna enota oddelka za biologijo na Biotehniški fakulteti, ker pač je to bilo takrat tako običajno, ne, da zaradi razporejanja sredstev za raziskovalno delo so ponavadi pedagoške inštitucije, akademske inštitucije ustanavljale inštitute, na katerih pač se je odvijalo raziskovalno delo. Vendar pa seveda so bili ljudje na teh inštitutih v resnici isti ljudje, kot so delovali tudi v pedagoškem poklicu, ne. Zelo malo je bilo takih res samo raziskovalcev. No, in pač to je trajalo kar nekaj prvih desetletij, vendar so se počasi začele, predvsem zaradi denarja, kresati mnenja, ne, da bi bilo mogoče vseeno dobro, da bi se inštitut majčkeno bolj, vsaj finančno osamosvojil. No, in seveda, ker je bilo tudi raziskovalcev vedno več, je bilo tudi vedno manj prostora. Tako da v resnici prva enota inštituta, ki se je res popolnoma fizično, to že itak že od začetka, pa kasneje tudi finančno dokaj osamosvojila, je bila Morska biološka postaja v Piranu. Kasneje, ko je prostorska stiska postala velika, pa se je del inštituta iz 3. in 4. nadstropja Filozofske fakultete preselil na Karlovško cesto. In seveda s tem, ko so se ljudje fizično razmaknili od oddelka za biologijo Biotehniške fakultete, so se seveda pojavile tudi nove želje po novih programih, po novih idejah, po novih raziskavah. No, in leta 1996, ko je prevzela niti nova direktorica, profesorica Tamara Lah Turnšek, se je res marsikaj spremenilo. In spremenilo se je iz več razlogov, ne. Kot prej so direktorji bili enostavno člani kolektiva in so nekako rotirali na teh direktorskih mestih. Tamara Lah Turnšek pa je bila prva, ki je na razpisu prišla od zunaj. Ni bila ne biologinja in ni bila članica inštituta, zaradi tega je lahko popolnoma suvereno in neupleteno v dogajanja začela udejanjati svojo politiko. Imela je vizijo, imela je veliko tudi raziskovalnih povezovanj z drugimi inštitucijami, kot so jih imeli prej raziskovalci na Nacionalnem inštitutu. In pač s tem, ko je prišla, je pripeljala povsem novo smer, ki do takrat ni bila niti slučajno mišljena, da bi bila lahko del inštituta, to pač so raziskave raka. In tako se je začelo, ne. Začeli smo z novimi programi, z prijavo novih projektov in začela se je res vejitev. Ja, in danes ste največji neodvisni javni raziskovalni inštitut za vede v življenju. Me pa zanima tole, ne, ob raznolikosti dela, raziskovanja različnih področji se odpira vedno bolj spoznanje, da se v znanosti danes vse bolj zabrisujejo temeljna in uporabna področja. Me zanima, kako se na inštitutu prilagajate tem nujnostim, pa če lahko poveste recimo kakšen primer. Ja, v bistvu je tako, ne. Recimo, da rečemo, da so bile prve raziskave prvih raziskovalnih skupin inštituta res bolj temeljne. Vendar ta naša prva in dolgo časa tudi največja enota, ta samostojna, dislocirana enota Morske biološke postaje v Piranu je ves čas bila povezana tudi z aplikativnimi raziskavami, kar je bilo seveda nujno in je še vedno nujno za to, kar počnejo. Pa bo o tem mogoče doktor Lipej kaj več povedal kasneje. Vendar pa tudi
pri nas vidimo, da enostavno je treba te temeljne raziskave nujno povezovati tudi z aplikacijami. V resnici nekaj, kar je mogoče danes res povsem temeljno, je lahko že v naslednjem trenutku del pomembnih aplikativnih raziskav. In pri nas na inštitutu se to posebej dobro odraža na oddelku za biotehnologijo in sistemsko biologijo, pa tudi na genetiki, pa vedno bolj tudi na ekologiji. Enostavno, mogli smo narediti tudi en preskok v naših glavah, da tisto, kar delamo, je lahko tudi uporabno. Čeprav se nam mogoče ne zdi, ampak če malo prespimo, lahko najdemo povsem uporabne aplikacije, ne. Mogoče to na področju biotehnologije se itak zdi že samo po sebi razumljivo, ne, ker že ime biotehnologija nakazuje, da je to tehnologija. Na teh bioloških področjih pa smo mogli majčkeno premisliti, ne. Kako bi recimo vibracijsko komunikacijo z žuželk povezali z nekim uporabnim, z nečem uporabnim, no. Ampak ravno tukaj se je pokazalo, da lahko s poznavanjem, z razumevanjem te žuželčje komunikacije zelo dobro recimo preženemo škodljivce iz vinograda, že samo na način, da motimo parjenje med samci in samicami teh žuželk, ki pač ne bi bile škodljive, ne, zato razmišljam, ker škodljivci niso biološki termin. To je pač v naših glavah. Poglejte, doktorica Dermastja, vi ste širši javnosti poznani tudi kot izjemna strokovnjakinja za področje razvoja rastlin in njihovega pomena za obstoj življenja na Zemlji. Ampak zanimivo, da v tem kontekstu uporabljate sintagmo zdravljenje rastlinske slepote. Kaj to pomeni? Ja, to pa v resnici je čisto druga zgodba, ne. Jaz sem po mojem študiju sem bila bolj usmerjena v biokemijo, začela sem mojo kariero na medicinski fakulteti, skratka zelo daleč od teh rastlinskih raziskav. In potem sem čisto po naključju v resnici pristala na oddelku za biologijo na biotehniški fakulteti kot predavateljica teh rastlinskih predmetov in v resnici sem mogla sama sebi odpreti oči, kako so rastline v resnici pomembne, kako da brez rastlin enostavno ne moremo. In tekom tega mojega samozavedanja o pomenu rastlin sem začela s tem zdravljenjem rastlinske slepote tudi najprej pri mojih študentih in seveda kasneje ali pa vzporedno tudi pri mojih kolegih, ne, ker tudi na sami fakulteti so mnoge stvari, razen pač razvrščanja, taksonomskega razvrščanja rastlin nekako postavljali v drugi plan. Poglejte, danes seveda noben pogovor ne more iti mimo razmer, ki so zaznamovale naše življenje in bivanje, ne, zadnje leto v bistvu, ne. Razmere bolezni COVID-19. Povzročitelj tega naj bi bil virus, ki sodi v širšo skupino koronavirusov, ki živijo v netopirjih. In ta vprašanja ste vi v zadnjem letu pogosto pojasnjevali tudi v javnosti, ne? Lahko zelo na kratko zaobjamete ta problem. Ja, v bistvu sem se jaz tega lotila bolj res iz tega biološkega stališča, ker enostavno zaradi same težave COVID-19 in vsega, kar je s tem povezano, so seveda na začetku prišla na vrsto vprašanja, od kje je virus prišel in verjetno, ko se bojo zadeve majčkeno umirile, se bomo s tem vprašanjem ponovno ukvarjali. Vendar pa v tem našem letu smo se bolj posvečali, kaj ta virus naredi nam in kako bi ga izgnali iz našega človeškega življenja. Vendar pa seveda
No, zdaj je bila ravno prejšnji teden je bila končana ta misija znanstvenikov na Kitajsko v Wuhan, da bi ugotovili, odkje je virus v resnici prišel in da bi nekako ovrgli ali potrdili te teorije zarote, da je v resnici nastal v laboratoriju, oziroma da je prišel v ljudi iz živali, da je to v resnici zoonoza, ne? Na kar še vedno večinoma kažejo vsi izsledki. In netopirji, tega razlaganja o netopirjih sem se lotila predvsem zato, ker se mi zdi, da netopirjem delamo zelo veliko krivico s tem, da enostavno jih krivimo za veliko bolezni, ker netopirji so dejansko rezervar številnih virusov, ne samo koronavirusov, ampak tudi drugih. Ampak predvsem zato, zaradi njihovega načina življenja, ne? Oni niso nič krivi za to, ne? Da pač so rezervar teh virusov in pač tisti, ki se ukvarjajo res raziskovalno z netopirji, so mi rekli, ne o tem govoriti, ker pač netopirji že tako imajo slabo konotacijo. Če bomo o tem govorili, bojo ljudje jih začeli še tukaj pri nas pobijati in tako. Jaz sem rekla, ne vem, meni se zdi prav, da povemo, kako stvari stojijo in da če ljudje to razumejo, bojo pač tudi drugače gledali na netopirje kot eno pač tistih zelo velikih skupin sesalcev z zelo, zelo specifičnim načinom življenja, ki pač omogoča tudi to, da se v njih naseljujejo virusi, pa da to njim nič ne škoduje. Marjan Žiberna, kot izvršni urednik knjige Raztvejitev, ste imeli gotovo zelo zahtevno delo. Čeprav ste novinar in tudi pisatelj, pa ubesedovanje tako različnih znanstvenih področij gotovo ni enostavno. Ja, lep pozdrav. S tem, kar ste povedali, bi se kar strinjal. Tako da povabilo k pripravi besedil oziroma večine besedil za to knjigo, ki so napravljena pretežno v obliki intervjujev, je bil po eni strani priznanje, da bom verjetno tej zahtevni nalogi kos, po drugi strani pa seveda izziv. Na eni strani se namreč pojavljajo povsem logična vprašanja. Recimo, govorijo o veliki izgubi biotske raznolikosti. Poznamo odstotke zmanjšanja števila živalskih vrst v zadnjih desetletjih, začenši recimo z ogroženimi dvoživkami. In logično vprašanje, ki se po drugi strani meni kot laiku in nepoznavalcu pojavlja, je recimo, zakaj imamo po drugi strani tako veliko volkov pri nas oziroma medvedov v zadnjih desetletjih. Ne? Kako to, da ob tej zmanjšani biotski pestrosti pri nas spet živijo bobri in vidre. Po drugi strani je bilo pa kup vprašanj, kjer moram priznati, da tako rekoč nisem znal niti smiselnega vprašanja zastaviti tem svojim sogovornikom. Povedati namreč treba, da večina knjige je napravljena v obliki laičnih intervjujev, namreč tudi cilj te knjige je bil predstaviti dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo na način, da ga bomo zastopili, razumeli tudi ljudje, ki se s to stroko ne ukvarjamo. Torej, na nek način promocija stroke. Pri teh vprašanjih oziroma pri teh dilemah in temah, za katere niti nisem znal zastaviti vprašanja, moram izreči vso zahvalo sodelujočim sogovornikom, ki sem jim, tako kot je tudi dr. Drmastija v uvodniku napisala, po najinem pogovoru prostodustno zastavil vprašanje. Povejte mi, prosim, s čim se ukvarjate, tako da bo recimo razumel tudi 6 let in obiskovali 6. razreda, ki ga zanima življenje. In ti moji sogovorniki so se dostikrat pojasnjevanja lotili na tak način in skupnimi močmi smo potem prišli do besedil, ki mislim, da verjamem, da so koristna zaradi svoje poenostavitve mestoma zelo kompliciranih tem. Prej je bilo v pogovoru z dr. Drmastijo govora tudi o virusu. V zvezi s tem recimo lahko omenim
da sem takrat, ko smo začeli besedila pripravljati, to je bilo pred enim letom, februarja lani, prvič slišal za PCR test. To je danes beseda, ki jo slišimo na vsakem koraku, sicer pa gre za test in metodologijo, ki se v sodobni biologiji veliko uporablja. Knjiga, da je nastala taka, kot je, sodeč po odzivih, je v redu, konsistentna, razumljiva, je pa plod skupnega dela. Mislim, da je okrog 30 ljudi nas je sodelovalo pri tem, uredniški odbor, 4 uvodničarji v posamezna poglavja, dr. Dermaster kot izvršna urednica, številni sogovorniki, ki so prispevali k razumljivim intervjujem oziroma besedilom, seveda oblikovalka Branka Smodiš, ki je tej knjigi dala to, mislim, da všečno podobo. Skratka, veliko ljudi, vključno z, da ne pozabim, Davorinom Tometom, enem od zaposlenih na inštitutu, sicer pa odličnim fotografom, ki je prispeval po eni strani svoje delo in vlogo kot urednik fotografije, pri čemer je veliko črpal iz lastnih arhivov, po drugi strani je pa to svojo tiho umirjenost, včasih, ko smo se zapletali v dolge debate in iskanje odgovorov, rekel, dajmo se tukaj ustaviti, premisliti, pa potem, ko se nam misli zbistrijo, pa si bomo na jasnem. In dostikrat je bilo tako. Tako da pri tej knjigi se mi zdi še pomembno omeniti, da poleg teh dveh uvodnih besedil, ki sta jih spisala bivša dva direktorja, dr. Tamara Lah Turnšek in dr. Andrej Čokl, so preostala besedila veliko večini usmerjena v aktualne debate, v sodobne tehnologije, ki so se razvile v zadnjih letih, zadnjih 5-10 letih in ki pridobivajo na veljavi. Gre za publikacijo torej ob 60-letnici inštituta, vendar ne gre primarno za memoaristiko, ampak za pisanje, ki je usmerjeno v sedanjost in v prihodnost. No, zato me pa nekaj zanima. Poglejte, znanost je danes postala tako razvejena, specifična, poglobljena, izjemno, ne, da se tudi raziskovalci sami med sabo včasih težko razumejo. Vsaj sami tako pripovedujejo. Ne. Ste vi zaznali nekaj takih stališč, recimo, ko ste se pogovarjali z njimi? Težko. Bodi si potrdim, bodi si ovrčam. Gotovo pa je v tej današnji specializaciji razumevanje biologov med seboj ali katerekoli stroke, ki zajema široka področja, komplicirana zadeva. In ko nek biolog, ki se ukvarja z nekim področjem, nekatere svoje stvari razlaga nekemu kolegu, ki se ukvarja in posveča povsem drugemu področju, je verjetno pogosto prisoten vsaj deloma nerazumevanje. Izhodiščna znanja so verjetno podobna, ampak za razumevanje posameznih podrobnosti, finez, tematik, s katerimi se ljudje ukvarjajo, pa seveda potrebno specifično znanje. In kot sem že omenil, sam sem imel kot laik, pisec, avtor, ki mi je bila zaupana ta naloga in s tem izrečeno priznanje, da bom znal te stvari ubesediti na razumljiv način, sem imel kar težko delo, da sem te stvari nekako zvedel na en nivo, kjer preveč ne spuščamo nivoja debate in odstopanja od znanstvene natančnosti, pa smo po drugi strani vendarle razumljivi. Skratka, to nerazumevanje, če se vrnem k izhodiščnemu vprašanju med posameznimi področji znotraj ene stroke, je seveda logično in razumljivo pri tej današnji natančni specializaciji. Pa vseeno me zanima, so področja tu, ki so zaobjeta v samem delu, zelo raznovrstna, ne? Pa me zanima, ste se s katerim od področji prvič srečali in je bilo tako za vas zahtevno, da ste potrebovali neko dodatno pojasnjevanje, dodatno razlago? Pojasnjevanja dodatnega sem potreboval za veliko. Recimo v tem trenutku mi pade na pamet prav tematika biologija raka, s katero se tudi ukvarjajo na inštitutu in kjer smo se v tem prispevku, pripravljenem za knjigo, smo se osredotočili na glioblastom, eno od oblik možganskega raka, ki je za zdaj neozdravljiva, in raziskovalki, ki se ukvarjata s tem področjem v okviru raziskovalne skupine nekdanje direktorice, profesorice Tamare Lah Turnšek, to sta Metka
Metka Novak in Bernarda Majc sta se morali zelo potruditi z mano, da ste mi razložili bistvo te problematike. Gre namreč za predvsem kompleksno zadevo. In če se mogoče tukaj še vrnem malce na svoje novinarsko delo in izkušnje, ki sem jih pridobil tekom let, ki mi je omogočalo pripravo in poenostavitev do nivoja razumljivosti za laično publiko takih zahtevnih tem. Spomnim se, kakšnih 15 let nazaj sem se ukvarjal z neko povsem drugo tematiko, z minerali in kristali. Šel sem v knjižnico in prosil, če mi posodijo neko laično knjigo na to temo in so mi pomolili knjigo, sedel sem se najprej v čitalnici za mizo in čez čas pogruntal, da pravzaprav ne razumem, zakaj gre, ker ni bila dovolj enostavna. Potem so mi dali še eno bolj enostavno, pa sem komaj kaj razumel. Potem sem prišel domov in mislim, da je bil takrat doma moj 7 ali 8 let star sine, pa sva se z ženo pogovarjala o tem in je rekel, gledajte, sej, o tem imam pa jaz eno knjigo o mineralih. In sem potem iz knjige, ki je napisana za otroke, stare 8, 9, 10 let, povzel nekatere osnove te tematike, s katero sem se ukvarjal z minerali in kristali. No, na nek način, na podoben način sem se potem moral posameznih tem lotevati tudi v primeru priprave te knjige, ker sem se moral res v najbolj osnovnošolske stvari posvetiti, da sem lahko sploh znal smiselno neko vprašanje zastaviti in s časoma dojeti bistvo. Še tole, seveda, ker ste se prebijali skozi te različne vsebine in jih laikom, pa tudi strokovnjakom na imeniten način prikazali, pa me zanima, kakšen je vaš razmislek, kaj bo, recimo v začetku tega stoletja so obstajale neke napovedi, da bo stoletje biotehnologije da bo to stoletje biotehnologije. Glede na to, da ste toliko časa porabili, toliko ste se noter poglabljali v te vsebine, kakšen je vaš razmislek? Težko, a se vidimo? Ja, ne vem, kaj je zdaj tu. V redu je. V redu je, ja. Ja, verjetno biotehnologija bo eno od področij, ki bo močno zaznamovalo to stoletje in bo tudi seveda zelo pomembna, mogoče celo ključna za preživetje naše vrste. Oziroma, če sem natančnejši, jaz verjamem, da naša vrsta bo seveda preživela, tako ali drugače, da o planetu sploh ne govorimo. Bolj gre za vprašanje, bom rekel, na nek način udobja našega življenja v prihodnjem stoletju, čedalje večje število nas je, podnebne spremembe vplivajo in prodirajo naša življenja skozi vse pore. Kot vemo, nenazadnje se spreminja tudi načini pridelave hrane. Recimo subsaharski pas se izjemno širi, spreminja se režim padavin in na vse to se bo moralo odzvati tudi pridelava prehrane med drugim in prav tukaj ima recimo biotehnologija po mojem mnenju velik pomen. Kako najti tiste rastlinske vrste, ki bodo sposobne obroditi dovolj hrane za vso to naraščajoče število prebivalstva na našem planetu. Izzivov povezanih z vsemi spremembami, ki se dogajajo v okolju, začenši s podnebnimi, je pa seveda še veliko in mislim, da tukaj bo biotehnologija in nasploh veda v življenju imela izjemen pomen. V zvezi s tem naj se še navežem na citati, ki smo jih uvrstili na zadnjo knjigo, na zadnjo stran te knjige, kjer so svoj odnos do biologije izrazili strokovnjaki z različnega področja, med drugim arheolog Ivan Šprajc, dr. Tadej Slabe, vodja Inštituta za raziskovanje Krasa, glasbenik in tekstopisec Jernej Dirnbek in biolog in okoljevarstvenik Rok Rozman. Vsi poudarjajo vsak svojega vidika pomen narave. Ničesar izven narave ni. Brez narave smo mrtvi. Profesor Lovrenc Lipej, vi kot raziskovalec biodiverzitete morja rušite mnoge stereotipe o značilnosti majhnosti slovenskega morja, ki prevladujejo v delu javnosti.
Katere trditve vas najbolj motijo pri širjenju napačnega razumevanja dejanskega stanja vrednosti slovenskega morja? Veste, to z stereotipi je tako, ne? V bistvu imamo zelo veliko argumentov, veliko dokazov, veliko gradiva, veliko prispevkov, ki dokazujejo, tako da tu ni težko te stvari, kot pravite, vi rušiti. Mislim, da je naše morje bilo v preteklosti zelo spregledano v naši državi, medtem ko še predtem, v daljni preteklosti je bila pa to zibelka celotne morske znanosti. Tu se je začelo vse. Torej, Tržaški zaliv je zibelka morskih oceanografskih ved in tudi morske biologije. Vse se je tukaj začelo in tukaj so tudi najdaljši nizi raziskovanja na svetu. To pomeni, da lahko dejansko tukaj imamo priliko razumeti, kaj se je dogajalo v teh zadnjih 250 letih. Tako da to okolje je v bistvu najbolj severno okolje v Mediteranu. To okolje ima tudi zelo veliko pestrost habitatnih tipov in v tem okolju seveda najdemo tudi veliko zanimivih, bom rekel, vrst, ki so posledica te velike raznolikosti. Pa še nekaj treba povedati. V primerjavi z ostalimi okolji Mediterana je morda severni del Jadrana in tudi Tržaški zaliv najbolj oddaljen od vseh teh težav, tako da imamo tukaj manj vrst tujerodnih organizmov kot drugod, ampak to še pride v prihodnosti. Tako da zaenkrat smo še vedno, bom rekel, ena taka netova bačica, torej veliko vrst, čeprav nobene vrste v izobilju. No, glede na v bistvu spodbudne, realne razmere, ki jih beležite vi z vašo raziskovalno skupino, je potrebno tudi povedati, da ste vi prvi, ki ste uvedli tako imenovane nedestruktivne na osnovi avtonomne potapljaške opreme utemeljene metode popisa živalstva. Lahko to razložite in v bistvu tudi, zakaj je to sploh pomembno? Ja, prav gotovo smo bili med prvimi v Mediteranu, ne tudi drugod. S temi stvarmi so začeli v tropskih morjih že prej. Mi smo prišli do spoznanja, da je pri pobiranju podatkov oziroma pri jemanju podatkov zelo pomembno, da pri tem ne delamo škodo. Namreč že v 90 letih, ko smo se s tem začeli ukvarjati, je bilo prisotnih veliko raznih problemov, torej raznih obremenitev, ki so se kazali v Slovenskem morju. Recimo, takrat, ko smo začeli, je bil še vedno pereč problem morskih ježkov, ki so popasli celotno vegetacijo in je bilo takrat še naše okolje zelo, bom rekel, opustošeno, brez alg. No, v zadnjih 20 letih se je to povsem spremenilo in je s tem tudi povezana velika diverziteta. Te metode, ki smo jih uvedli, so veliko boljše kot destruktivne metode, zato ker pri destruktivnih metodah, torej uporaba mrež, živali pobijemo, po drugi strani pa ne dobimo podatkov, kaj je dejansko na dnu. Torej, ko lovimo z mrežo, ne vemo, kje so ti organizmi bili, kakšni so njihovi tekmici, kakšni so njihovi plenilci, kakšno je njihovo življenjsko okolje, kakšen teritorij imajo, kje se skrivajo, kje živijo, kaj je njihov plen in tako naprej. Z novimi tehnikami pa je to veliko boljše, ker se to spremlja na mestu samem. To se tudi posname z videokamero in se na ta način dobi zelo velika količina podatkov. Če vam lahko samo zaupam, da smo v zadnjih 25 letih dobili podatke, da obrežna ribja združba v Slovenskem morju ne stagnira, je še vedno, bom rekel, v podobnih številkah kot recimo leta 1999. Je to en zelo zanimiv podatek, ker veliko je takih trditev, da v našem morju ni rib, da so ribe že povsem izginile, da se soočamo z hudo krizo ribištva in tako naprej. Seveda je problem v tem, da Slovenija nima te tradicije, torej te klasične ribiške tradicije, kot recimo Italija in druge mediteranske države. In v našem morju pač poznamo samo tistih 5 rib, pa morda 10 rib, ki so pač komestibilne, komercialno pomembne, ampak recimo naši sosedi Italijani seveda imajo na jedilniku bistveno večje število rib, tudi več kot 70. Tako da je tudi ta problem. Druga stvar, ki je pomembna pri teh metodah, je, da lahko vzročujemo v tistih delih, kjer je to sicer prepovedano z destruktivnimi metodami. To pomeni, da lahko delamo v zavarovanih območjih. In to je zelo pomembno, ker lahko seveda spremljamo, ali zavarovano območje ima svojo vlogo, ali torej v bistvu ohranja argumente, zaradi katerega je bilo to območje zavarovano. Po drugi strani pa nam je to, bom rekel, ta metoda,
to delo omogočilo, da lahko z našimi hrvaškimi kolegi delamo na Brionskem arhipelagu, torej v nacionalnem parku Brioni, v nacionalnem parku Kornati in tudi v nacionalnem parku na Mletu, ker delamo v bistvu že več kot 12 let. Poleg tega delamo te zadeve tudi z našimi kolegi Črnogorci v Bokokotorskem zalivu, tako da bom rekel, da te metode so zelo, bom rekel, cenjene strani naših kolegov v Jadranu. No, lepo, mislim, zelo spodbudno, ampak vendar vprašanje, ki ga je že v bistvu na nek način omenil gospod Žiberna. Poglejte, že nekaj let živimo pod pritiskom segrevanja ozračja, kar naj bi vplivalo tudi na živalski in rastlinski svet, seveda posledično tudi na živelj v morju. No in v tem kontekstu je prisoten problem tako imenovane tropikalizacije. Kaj vi opažate pri tem? Ja, tropikalizacijo spremljamo že skoraj 20 let. Gre za tako imenovano širjenje južnih vrst proti severu. To niso tujerodne vrste, to so vrste, ki so doma v južnem delu Mediterana. Te vrste se zaradi višjih temperatur torej razširijo svoj areal, torej območje razširjenosti proti severu, in takih vrst smo opazili kar veliko. Ena taka tipična, ki se v našem morju pojavlja, recimo balestra. So pa tudi primeri vrst, ki so v zadnjih letih povzročile velike težave v okolju. To je recimo riba skakavka, plenilec predvsem cipljev. In v Slovenskem morju še nemamo nekih dokazov, da ta vrsta dela veliko škode, ampak so pa v Tarski vali, to je v bistvu en tak zaliv pred Porečem, kjer že več kot 900 let vsako leto izlavljajo ciple, tako da zaprejo zaliv. In v zadnjih letih je v lovu predvsem skakavka, torej pred 2 leti je bilo več kot 1,5 tone skakavk, ki so seveda glavne plenilke cipljev. Da so tudi taki primeri. Ne v našem morju, ampak pri sosedi so to že opazili. Tako da tropikalizacija je problem, je dejansko povezana s podnebnimi spremembami in je ravno tako hud problem, kot recimo drugi problem, ki ga tudi v našem morju srečujemo s podnebnimi spremembami povezan, to je bledenje koral. Bledenje koral je tudi problem, ki ga imamo v našem morju in se vsako leto dogaja že od leta 2011. Omenili ste vprašanje teh tujerodnih vrst v določenih habitatih. Še enkrat, a je to za nas kakšen problem ali se utegne mogoče pojaviti? Tujerodne vrste so povsem nekaj drugega kot vrste povezane s tropikalizacijo. Tujerodne vrste so vrste, ki prihajajo iz drugega biogeografskega območja. Če imamo pri tropikalizaciji areal, torej območje razširjenosti sklenjeno, imamo pri tujerodnih vrstah vedno, mi pravimo temu biologi, disjunktno, torej nepovezano. In z raznimi vektorji vnosa, torej zaradi suškega prekopa, zaradi marikulture, zaradi akvaristike, torej tisti, ki gojijo pač ribe, akvarijske ribe v akvarijih, zaradi pomorskega prometa in tudi zaradi drugih takih posebnih vektorjev vnosa, kot so recimo biokontrola ali pa drift, torej ali vlek, prihaja v naše morje veliko takih organizmov, bistveno manj v Slovenskem morju kot recimo problemi s tropikalizacijo, ampak se pojavljajo. Zaenkrat imamo recimo 4 vrste tujerodnih rib, imamo pa približno 52 vrst tujerodnih organizmov dokazano prisotnih v našem morju, ampak to so organizmi, ki so tujerodni, ampak niso pa tujerodni invazivni. Torej invazivni so tisti organizmi, ki povzročajo ekološko in ekonomsko škodo. Takih je pri nam zelo malo. Pa še s temi, ki so jih recimo nekateri strokovnjaki proglasili za invazivne, se marsikdo ne more strinjati in tudi mi imamo svoje dvome o tem. Recimo japonska ostriga jo najdemo povsod, od debelega rtiča pa do recimo sečovljskih solin, prav na vsaki skali v bibavičnem pasu, torej med 0 in 1 metru globine, vendar je to vrsta, ki so druge vrste omejile v tem območju in dejansko, če neka vrsta drugo vrsto omeji oziroma jo pač kompetitivno izrine, potem taka vrsta gotovo ne more biti invazivna. Je pa res, da imamo invazivno rebračo, ki pa spet je bila morda pretirano, se je pojavila v medijih. Namreč rekli so, da se hrani z ribjimi ličinkami in da povzroča veliko škode na ribjih jajčecih in da v Črnem morju je bilo veliko takih problemov. No, mi smo naredili leta 2018 neko analizo, ker smo pregledali 500 vzorcev te rebrače in ugotovili, da se rebrača skoraj da nikoli ali pa morda v primeru ali 2
Torej, če imamo 20.000 primerkov plena, je to zanemarljivo majhno, torej hrani z ribami ali pa ribnimi ličinkami. Hrani se pa seveda z mikrozooplanktonom, to pomeni z običajnim, bom rekel, planktonskim življem, ki se pojavlja v poletnem času. Še hujše, ugotovili smo tudi, da je vsaj v mesecu juliju intenziven kanibalizem, to pomeni, da rebrače jedo svoje mlajše sovrstnike, torej privržence iste vrste. No, po drugi strani pa za nas nepoznavalce nas preseneča vaše ugotovitve, da v našem morju občasno pazite tudi morske pse. Zanimivo, celo več. Vi pravite, da je Tržaški zaliv ena od 2 porodnišnic morskih psov in skatov v Sredozemskem morju. Nam lahko to nekoliko pojasnite? Ja, raziskave morskih psov so preko skoraj vedno žalostne, kajti material, ki ga dobimo, je pretežno material, ki nam ga odstopijo ribiči, ki te, bom rekel, organizme ulovijo kot prilov. Prilov je netačni ulov oziroma kolateralna škoda ulova nekih ciljanih vrst. Nažalost se to pogosto dogaja. No in mi smo v zadnjih 15 letih dobili od ribičev veliko materijala, veliko, bom rekel, primerkov, ki so bili zelo majhni in nekateri so bili komaj da skoteni. Ampak to ne gre za eno vrsto, ampak za, mislim, da 11 vrst, 10-11 vrst. To so primerki mladih skatov, električnih skatov, raznih vrst raž, to so nekatere vrste manjših morskih psov. Pojavili so se 3 najmanjši primerki, recimo v zadnjih 20 letih morskega psa orjaka v Mediteranu. Najmanjši morski pes orjak, ki smo ga dobili za Božič leta 2015, je meril 2,17 m, kar je zelo malo za vrsto, ki zrase okoli 13 metrov. Torej, veliko takih primerkov dobimo in ugotovili smo, da imamo podobno stanje kot v Gabeškem zalivu v Tuniziji, kjer gre za torej, podobne pogoje, torej plitvo okolje, manjše od 50 metrov globine, zelo dolga taka, bom rekel, morska ploščad, če hočete, kjer se te vrste razmnožujejo in nekaj podobnega seveda imamo tudi v Slovenskem morju in v širšem severnem Jadranu, tako da gre za v bistvu edini 2 pravi območji v Mediteranu, kjer se to dogaja. In zato moramo biti še toliko bolj previdni, da poskušamo narediti vse, kar je v naših močeh, da bi pač tako stanje v našem morju tudi ohranili. Zato tudi v okviru te skupine, v kateri sem, se zavedamo, da je pač danes potrebno se soočati še z eno drugo krizo. Torej, kot je rekel kolega Marjan, imamo korono krizo, prihaja še veliko hujša podnebna kriza in zame kot biologa prihaja še bolj hujša, to je kriza biodiverzitete, s katerim se soočamo in zato poskušamo v okviru naše skupine čim več energije posvetiti temu, da bi nekatere vrste dobro preštudirali in že vračamo v okolje nekatere vrste, ki so že skoraj izginile iz našega morja in to je naša prioriteta, da nekako ustavimo ta trend, s katerim se sooča celotno Sredozemsko morje. Mimogrede ste prej omenili, da sodelujete tudi z drugimi centri v Jadranu, ne? S katerimi poteka pa bolj intenzivno sodelovanje in v bistvu kakšna nova spoznanja tako sodelovanje prinaša za vas, za vašo biološko postajo? Najbolj intenzivno sodelovanje imamo z kolegi iz Zagrebškega vseučilišča, z kolegom Petrom Kružičem, s katerimi skupaj raziskujemo koralne grebene. Koralne grebene raziskujemo na otoku Mljetu. Imamo pa tudi v Slovenskem morju 2 taki miniaturni obliki koralnih grebenov. Eden je pri Izoli in je dolg nekje 200 metrov, širok 120 metrov in visok 11 metrov in je sestavljen v celoti iz mrtvih koral, ki pa imajo pač na tej platformi veliko živih kolonij, te iste korale. Tako da delamo že od leta 2014 veliko primerjalnih študij, skupaj z kolegi na otoku Mljetu, tudi sami raziskujemo na otoku Mljetu in ti podatki nam kažejo, da imamo, tako kot je otok Mljet, tudi Slovensko morje nekaj posebnega in sicer veliko število kolonij koral, torej najvišje gostote v Mediteranu, torej med najvišjimi gostotami v Mediteranu, po drugi strani pa podoben problem, veliko nutrientov, veliko hranilnih snovi in najvišja rast v Jadranu sploh, torej nekje 5,6 mm na leto, kar je zelo veliko,
običajno nekje med milimetri in pol pa do največ 3 mm na leto. Torej, gre za izjemne pogoje in zato z našimi hrvaškimi kolegi poskušamo te stvari razumeti. Po drugi strani pa veliko energije vlagamo v to, da bi korale poskušali gojiti in to nam zdaj uspeva, tako da imamo miniaturne bom rekel, torej, posode, v katerih gojimo korale in to delamo že nekaj mesecev in prvi podatki so, torej bom rekel, ne še presenetljivi, ampak zaenkrat so torej obetavni. Doktor Vrezec, polje vašega raziskovanja in načina življenja, kot sami pravite, pa je proučevanje naše biodiverzitete. In s tem proučevanjem je vaš inštitut, se pravi Nacionalni inštitut za biologijo, tudi začel. Nam lahko na kratko samo pojasnite, kaj je ta biodiverziteta? Ja, biodiverziteta je načeloma razumljena kot pestrost živega sveta, vendar se pod to pestrostjo skriva marsikaj. Klasično je to število, torej ne število, ampak tudi število, ampak predvsem raznolikost vrst v okolju, v nekem ekosistemu, ampak za tem se skriva ogromno ostalih stvari, ki po različnih organizacijskih nivojih, bom rekel, življenja, če gremo navzgor na ekosistem, pridemo do pestrosti ekosistemov različnih bivališč, tudi to je biodiverziteta, in če gremo navzdol od vrste, pridemo na populacije, na genetsko pestrost populacije, kako so osebki raznoliki tudi na tem nivoju, kajti od genetske pestrosti pravzaprav je odvisna potem tudi preživetje same populacije. Imamo veliko primerov, predvsem iz tako imenovane varstvene biologije, recimo, kjer so se populacije zmanjšale na kritično velikost. To je imelo za posledico, da so se organizmi te populacije začeli pariti v sorodstvu, kar ima posledico tako imenovani inbreeding, in posledica tega je seveda zmanjševanje genetske pestrosti, povečevanje mutacij in tako naprej. Tako da to pestrost lahko razumemo predvsem zelo široko, gre pa seveda za pestrost življenja in življenjskih procesov. Glejte, ima tu kakšno vlogo ta darwinovska igra evolucijskega razvoja? Ali je ta proces odvisno od tega, kako človek surovo posega vanj? Ja, zdaj ta darwinovska igra je predvsem mehanizem, s katerim je ta biodiverziteta, ki jo imamo, nastala. Torej gre za evolucijski proces, ki poteka že milijone let in ki poteka še danes, to velikokrat tudi pozabljamo, tudi danes se vrste spreminjajo, nekatere sicer zelo počasi, nekatere pa tudi zelo hitro. Novi sevi virusa COVID-19 so en tak jasen primer, kako se nekatere organizmi, če lahko tako rečemo, virusi lahko tudi zelo hitro spreminjajo. In vprašanje je, zakaj se tako hitro spreminjajo. Pravzaprav gre za menjavo generacij in pa za vplive, ki vplivajo na te organizme. Torej, do danes so preživeli v naravi samo zmagovalci. Torej, tiste linije, prej je profesor Delmaster lepo govoril o tej razvejitvi, ki je temelj tudi evolucije. In tiste linije, ki so dale najboljše osebke, ki so bili sposobni najboljšega preživetja v naravi, so imeli največ potomcev, te linije so se ohranile in te imamo
In en del te linije smo seveda tudi mi ljudje, da ne bo pomote. No, in recimo pri virusu je tako, da bo recimo sev, ki je najbolj uspešen pri razširjanju, bo tudi začel prevladovati oziroma bo najboljši. Sreča pri virusih, pa ne samo pri virusih, pri vseh patogenih je ta, da ko smo omenili, ta kruta darwinovska igra gre v smer, da preživijo najboljše predvsem patogeni, ki najmanj prizadanejo svojega gostitelja. Torej grejo v smer, temu pravimo koevolucija, v smer zmanjševanja patogenosti, predvsem zaradi razloga, ker je za nizko patogenostjo možnost razširjanja na nove gostitelje precej večja, kot pa virusa z visoko patogenostjo, ali pa virusa patogena, ker če ubije svojega gostitelja zelo hitro, potem je ta razširjenost zelo majhna, ta možnost zelo majhna, če pa je do gostitelja bolj prizanesljiv, če tako rečem, lahko ta gostitelj naprej tega patogena razširja, zato gre z tem naravnim izbiranjem, torej to darwinovsko igro vse skupaj v neko smer prilagajanja razmeram in pri virusih oziroma pri patogenih gre to v smer recimo manjše patogenosti. To pa samo en primer, kako tale darwinovska igra deluje. Poglejte, vi raziskovalci seveda nenehno oziroma vedno bolj poudarjate, da gre za spreminjanje te biodiverzitete. Je pa opaziti hkrati tudi zanikovalce, ki postajajo občasno kar vse bolj glasni. Pa me zanima, kako se vi soočate s tem? Torej z nekom, ki se ne, čeprav razumem, ki misli, da upadanje biodiverzitete ni realen fenomen. Ja, seveda. Ste to mislili? Ja, takih ljudi je seveda bilo v zgodovini kar precej, ker gre tudi za različne interese. Mogoče zelo ilustrativno je en primer, sicer ni iz Evrope, je iz Severne Amerike. Tule imam en primer, da je bilo jeseni leta 1813, je nek ameriški raziskovalec in ornitolog John James Audubon ocenil v Ohaju eno jato golobov selcev na 1,115,000,000 ptic. Samo ena jata je imela tolikšno število. Če primerjate teh 2 milijardi sekund, ki jih je inštitut preštel v 60 letih, si lahko predstavljate, kako velika ta številka je. No, kaj je zanimivo pri vsem tem, da je bilo tanko čez 100 let, torej jeseni leta 1913, v Severni Ameriki teh golobov natančno eden. In ta je naslednje leto poginil in seveda vrsta je izumrla. No, v tem času so seveda te golobe selce neusmiljeno pobijali, uničevali njihov življenjski prostor in tako naprej. Ko so naravovarstveniki že ugotovili, da se z nekaj s populacijo dogaja, in že okoli leta 1850 so predlagali tedajni vladi zavarovanje te populacije. No, in potem so nastopili tudi takšni biodiverzitetni skeptiki, predvsem na tedajnem političnem nivoju, ki so trdili, ja, pa sej tega goloba selca je res zelo veliko, gre v milijardne številke, kar je bilo res, zavarovanje ni potrebno. No, leta 1896 so opazovali zadnjo veliko jato in leta 1897 so dejansko goloba selca zavarovali.
no, ampak takrat ga ni bilo več v naravi, ohranili so se samo še osebki v ujetništvu, razmnoževanje ni bilo uspešno in leta 1914, zdaj že nekoliko več kot 100 let, je ta vrsta izumrla. Problem pri izginjanju, propadanju biodiverzitete je ta, da je to tek na dolge proge. Izumrla vrsta ne bo izumrla v nekem trenutku, pač pa je zato potreben nek čas. Populacija se zmanjšuje, svoje naredijo tudi procesi v ekosistemu, svoje naredijo spremembe, ki jih ljudje v tem času dodajamo in v končni fazi vrsta izumre. Ta trend je danes izjemno pereč. Pred časom smo se o izumrlih, oziroma izginjanju biodiverzitete zavedali le pri nekih bolj karizmatičnih živalih, kot so recimo ptice, sesalci in podobno. No, sedaj so pa raziskovalci ugotovili, da je samo v 20 letih biomasa žuželk upadla za 70% v Evropi. Torej, si predstavljate, kaj to pomeni? Samo še 30% biomase je ostalo. Torej, pomeni, da imamo tukaj en izjemno velik problem, ki se seveda, ta upadanje biodiverzitete se lahko kaže na različne načine. Eno je seveda izginjanje vrst v ekosistemih, s čimer se ekosistemi slabijo in z njimi tudi ekosistemske storitve, od katerih smo tudi ljudje neposredno odvisni. Po drugi strani pa pride do povečevanja drugih vrst, ker so se na ta način znebile kompetitorjev in tako naprej, začnejo prevladovati in to prinaša tudi druge anomalije. Morda ena takih anomalij je tudi tale virus COVID-19, ker se pač virusi najlažje razširjajo v prenaseljenih populacijah. V takih prenaseljenih populacijah smo tudi ljudje, tako da vse to predstavlja biodiverzitetni problem, ki bi moral biti danes jasen že vsakomur, ne? Če mu pa ni jasen, pa pomeni, da je določena stopnja neizobraženosti tukaj zelo visoka, kajti biologi zelo ugotavljamo, da je izobraženost o biodiverziteti, ki je temelj tudi do našega življenja v javnosti, žal še vedno prenizka. Poglejte, doktor Vrezec, pred nedavnim sem prebrala članek, ki govori o skrbi entuziastov v Angliji, združenih v društva, ki na svojo roko gojijo žuželke, ki so v nekaterih območjih izginile in jih vračajo v ta območja. Znanost pa naj bi bila skeptična do teh dejavnosti. Kaj vi pravite na te? Ja, seveda zdaj vsega, kar smo mogoče z lahkoto uničili, ne pomeni, da lahko tudi z lahkoto popravimo, ker je vnašanje novih vrst, pa če tudi izumrlih, nekoč lahko problematično. Taka vrsta je sedaj lahko deluje v okolju zopet kot tujerodna. Tako da je tukaj izjemno pomembno, da se pri vseh teh introdukcijah zadeve vodi zelo kontrolirano. Mi moramo neko vrsto zdaj postaviti v okolje, v katerem ta vrsta ne živi že toliko pa toliko let in se je že samo okolje spremenilo. Poleg tega je vse odvisno od nekih genetskih dejavnikov in pa predvsem od tega, da poznamo seveda 3-4 vrste, ki so v tem okolju izginile in bi jih radi zdaj nazaj naselili, ne poznamo pa celotnega ozadja, zakaj so te vrste izginile, kaj je še z njimi izginilo ali pa ne. In
je tako igranje z okoljem lahko prej nevarno kot koristno. Prav zato potrebujemo znanost, da na te odgovore, na ta vprašanja odgovarja in daje določene smernice, ker sicer lahko pristanemo v okolju, ki ga je pred stoletji slikovito opisoval Fran Milčinski, in ravno smo v pustnem času, to so butale. In butale so mesto brez znanosti. Na Nacionalnem inštitutu za biologijo si prizadevamo, da Slovenci ne bi živeli v butalah. No, zanimivo, ja. No, ampak po drugi strani pa zasledimo podatek, kako bo Evropska unija posebej subvencionirala tiste kmete, ki bodo puščali neobdelane, nepokošene travnate površine, kjer naj bi se seveda ekosistemi opomogli. A utegne imeti taka strategija določene učinke? Ja, zdaj kmetijske površine, torej kmetijska krajina, v kmetijski krajini opažamo največji upad biodiverzitete. Največ vrst v kopenskih ekosistemih seveda opažamo prav na travnikih. Seveda je to, da se ohranja travišča taka, kot so, predpogoj za to, da lahko sploh biodiverziteto ohranjamo, verjetno pa na dolgi rok ni edini ukrep, ki ga bomo lahko, ki ga moramo izvesti. Torej, s tem ukrepom ohranjamo, kar smo še uspeli ohraniti. Recimo en tak zelo lep primer tega, kako pravzaprav zelo hitro se te travniške, oziroma kmetijska krajina spreminja, oziroma biodiverziteta je ena dosti karizmatična ptica, to je jerebica. Če berete že beletristiko, torej literaturo, o tem je veliko pisateljev nekoč pisalo o tem, kako so jerebice na poljih, in to je zelo pogosta žival, pa vse te štorije, pa recimo lovske zgodbe in tako naprej. Jerebica je bila recimo v slovenski kulturni krajini nekaj povsem običajnega, čisto navadna vrsta. No, danes jo boste še zelo redko kje našli, edine zadnje populacije so se ohranile v severovzhodni Sloveniji, ki so zelo majhne, in lahko pričakujemo, da bo z tem trendom, ki se nadaljuje, jerebica ta ikonična vrsta slovenskih travnikov v nekaj letih izginila. Torej so takšni ukrepi ciljani na kmetijske površine izjemno pomembni, seveda pa morajo biti podprti z določenimi ukrepi. Če boste vi travnik pustili, ga ne kosili, ga v nekaj letih ne bo več, zato ker bo tekom naravne sukcesije prešel najprej v grmišče, potem pa v gozd. Zato ga je treba na nek način tudi vzdrževati. Vzdrževati ga morate pa seveda tako, da vzdržujete tudi biodiverziteto, ki je na njem, ki je lahko občutljiva na takšne in drugačne vplive. Pravzaprav najbolj naravno vzdrževanje travnikov je seveda z živino, ker imate pa spet problem, da če preobtežite z živino takšne travnike, dobiste spet obraten efekt. Tako da spet ključno je, da z ustreznim znanjem pristopamo tudi v te okoljske probleme. Dosedanja praksa, zlasti na področju ekologije in okolja, pa je bila ta, da se vsak na vse spozna. To je mogoče področje, ki je
najbolj na udaru takšne miselnosti, ki takega si ne moramo predstavljati na področju medicine, na področju okolja pa, kljub temu, da so procesi, ki se odvijajo v okolju, nekajkrat kompleksnejši od procesov v samem enem organizmu, to recimo, kar proučuje medicina. V okolju imamo le veliko organizmov z veliko telesi, interakcijami, znanjem in tako naprej. No, in vse to moramo zaobjeti, če želimo imeti dobre in predvsem učinkovite ukrepe v okolju. Samo še tole vprašanje, dr. Vrezec. Ko govorite seveda o vseh teh problemih, ki nas lahko vznemirjajo ali pa tudi nekateri jemljajo kot pesimistično napoved, pa me zanima, a ni znanost že dosegla take stopnje razvoja, da lahko pomaga in pa rešuje mnoga, tudi usodna vprašanja? Ja, seveda je. Znanost pa smo že danes prišli že kar daleč. Problem pa je, ko odkrivamo nove, še neznane stvari, ki se izkažejo velikokrat ključne za razumevanje. Ko govorimo o aplikacijah, torej apliciranje tega znanja v prakso, pa vidimo največje probleme predvsem v novih znanstvenih dognanjih. Neka stara znanja poskušamo že nekako speljati v prakso. Pri novih znanjih, ki so pa zelo ključno pomembna, pa nam zadeva še mačken šepa. Predvsem razlog največji je predvsem v neki negotovosti, torej predvsem strani odločevalcev in kot ste že prej omenila, te skeptike, ki vidijo ta znanstvena dognanja kot neke pesimistične napovedi, čeprav znanost sama govori o tem, da je stvar mogoče še bolj pesimistična, kot so pesimistične same napovedi. No in tukaj imamo ta problem, da ljudje kot družba nekako nočemo izstopiti iz svojega ugodja. To torej pomeni, da živimo v nekem vedno bolj ugodnih razmerah. Torej, bistvena vrednota človeške družbe je blaginja, ne pa preživetje. In to sta dve zelo različni stvari. S povečevanjem blaginje človeške družbe se bo zmanjševala tudi verjetnost njenega preživetja in to so nekateri konflikti, s katerimi se družba kot taka ni sposobna zaenkrat še soočati. Vidim pa seveda, da je znanost tukaj ključna, ki k temu lahko